Z glavo naprej se potapljam v divjino, borim se z nekaterimi najbolj ekstremnimi tereni oceana, da bi poskušal loviti svojo hrano, medtem ko pod mano prežijo orjaški morski psi. Brate, to bi lahko bil veliki beli morski pes. Sem na misiji za izmuzljivo orjaško riboluno. To je resnično najbolj nenavadna žival sploh. In se kar prevrne. Da bi ugotovil, ali je mogoče ujet, očistiti in skuhati enega od teh orjakov oceana. In začne se prav zdaj. Jaz in fantje, danes smo se res potrudili in imamo enega najbolj norih dni prav zdaj. Tukaj sta Dusty in Mike, to je današnji načrt napada, fantje. Praktično želimo samo videti, ali lahko tukaj ujamemo ribe in preživimo z oceana. Imamo podvodne puške, imamo ribiške palice, imamo psa, to je Grit Dandy. V redu, ravno se približujemo temu mestu tukaj in mislim, da bomo vrgli sidro. Kako izgleda, prijatelj? Kako je vse tam videti? Fantje, pravkar smo tukaj opazili velik morskega psa. Brate, to bi lahko bil veliki beli. Ta zgleda kar mogočno. Vidimo ga ravno tukaj spredi. Zdajle puščamo morskega psa za sabo, fantje. Gremo naprej ob obali. To je res mogočen morski pes. Poglejte tole pokrajino tukaj, fantje. To je res noro. Očitno je to vojaški otok in tile fantje so bili dejansko pregnani iz svojega ribiškega mesta, ker morajo bombardirati otok in izvajati streljanje ter podobne stvari, fantje. Tako da ja, upam, da nas ne bojo bombardirali tukaj medtem, ko poskušamo ujeti kakšno ribo. V redu. Hej, v redu, fantje so zdaj pripravljeni, pravkar so skočili v vodo zadaj. Vidite, da imam svojo obleko za tjulne na sebi. Čas je, da skočim v vodo in vidim, če lahko dobimo kaj hrane. Gremo, stari. Juhu! Bog pomagaj. Wow, v tisti jami je vsaj 50 jastogov. Pravkar sem prišel iz našega prvega jutranjega potopa in poglej tole tukaj.
Bonito. Bonita in majhen sargo. Res sem popolnoma zgubljen tukaj, fantje. Nimam pojma, kaj sploh je polovica teh rib, ko sem pod vodo. Zato, ker upijem na fante. Ej, kaj je tista rdeča stvar? Kaj je tista srebrna stvar in vse ostalo? Ampak na koncu sem ujel tega frajerja tukaj res epsko. Imamo neki rib na seznamu, ampak to niso tiste vrste, ki jih želimo. Vzdušje je odlično. Fantje so čist noter, počnemo to, kar imamo najraje. Lovimo ribe, lomimo srca. Gremo. V redu, mislim, da je eden od fantov ujel še eno ribo, torej to je kaliko brancin. Pravzaprav, verjetno, ne vem, koliko misliš, da je ta stvar stara, ampak ne rastejo počasi, verjetno je stara kakšnih 20 let. Lepa riba, poglej, kakšna usta ima, res ima ogromna usta. Ja, je nekako kot veliko usti ostriž. Zdaj se sam peljemo ob obali, res je kot v Jurskem parku, noro je. Mislim, da bomo zdaj potapljali na povsem novi lokaciji, iščemo drugo vrsto ribe. Pravkar smo prispeli na povsem novo lokacijo, tik za nami. V njej je nekaj različnih točk in vabne ribce se tam kar zadržujejo. Mi pa potem obdelamo kakšne 3 ali 4 take točke z vabnimi ribicami. Običajno ribe samo priplavajo mimo ali pa jim vržemo crackpipe. Te male ribiče. Ja, bodi previden, ko govoriš o pipah za crack, brat. Gremo. Pejmo v vodo, fantje, da vidimo, če lahko kaj ujamemo. O moj bog. Ste videli tiste tune, ki so šli mim? Bili so tako veliki. To je bilo noro. Uspelo mu je, poglej to. Ja, To vrsto bomo morali odkljukati seznama. pravkar me je največji tuna doslej popolnoma ignoriral. Fantje, prišli so in bili so res pravi orjaki. V redu, jaz pa fantje so imeli enega najbolj epskih dni. Potapljali smo se. Imamo nekaj najboljših kalifornijskih rib v hladilniku, a dan še ni končan. Imamo eno nalogo, eno stvar, ki jo že dolgo želimo narediti. V redu, zdaj se bomo odpravili proti domu, poskusili bomo najti kakšno molo ali pa sončno ribo in videli, če ji lahko zadamo udarc. Vedno sem si želel poskusiti eno. Ej, si že kdaj jedel kaj tazga? Si že poskusil? Ne, gledal sem že toliko videov ljudi na Japonskem in podobno, kako to režejo in poskušajo. Torej ti ribi tipi, ti ogromni morski sonci, ležijo na površju in jedo meduze. Ja. Dobesedno najbolj neumna žival sploh. Obstajajo dobesedno posnetki tjulnjev, ki priplavajo in ugriznejo kose iz glave. Mislim, mi smo enega pravkar povozili. Na poti ven. Povozili smo enega, na poti ven od tukaj. Fantje so navdušeni. Gremo po mesečnika. Gremo. Gremo jih ujet. Očitno fantje pravijo, da so to ene izmed najpogostejših rib tukaj, kada jih vidite ves čas. So POV sodi. Tukaj jih je popolnoma dovoljeno jesti in vse. Torej, kar bomo naredili je, da bomo enega ustrelili, ga poskusili in videli, kakšnega okusa je. In če nam bo všeč, pol bo to naša mala skrivnost, fantje? V redu, to je tisto, kar iščemo. Pravkar smo opazili enega od teh orjaških rib lune, lahko ga vidite.
je prav tukaj, poleg čovna. Obrnjen bo na bok, ogledal si ga bo in bum, udaril ga bomo. Ne vemo, ali bo potegnil zelo močno, ne vemo, kako velik bo, zato se samo prepričujemo, da nismo podhranjeni in da ne izgubimo te puške. Vedno je bolje biti previden. To je kot plovec zapasjega zobatega tuna, ki ga spuščamo zadej. Približno tako. In streljali bomo mesečnika. Morda se sprašujete, zakaj se toliko smejimo. To je zato, ker je riba, ki jo bomo streljali, resnično najbolj nenavadna žival sploh. Komaj čakam, da to stvar spravim na krov in vam jo pokažem. To bo noro. Verjetno je to razlog, zakaj ženske živijo dlje kot moški, kaj ne? Verjetno, ampak verjamem. Vseeno bomo to naredili. Gremo. Ali je sulica šla čisto skozi? Dobili smo sončno ribo! Grem dol! Dvignemo ga gor. O moj bog, to je res noro. Fantje so uspeli, dobili smo ga iz zadnjega dela čovna, imel sem popoln strel, ki je dober držal, dobili smo tisti denar. To tam, dame in gospodje, je mula. Fantje so uspeli. Je na čovnu. Kaj za vraga moraš si ogledati to žival, človek? Začnimo pri ustih. Poglej, tukaj gor, ima glavo. Samo mati bi lahko imela rada to stvar. Povem ti, poglej usta na tej stvari. Je nora in ima dve veliki kot krili, kot vidiš. In to dejansko uporabljajo, da se poganjajo skozi vodo. Praktično nimajo repa. Ja, tukaj je skoraj kot koža morskega psa, pa zadnji je res zelo sluzasto, človek. Wow, to je noro. Poglej usta na tej stvari, Dusty. Tukaj je dejansko kot orožje kuhar. In dejansko mi je pripovedoval, kako želi izdati kuharsko knjigo o pripravi takih jedi. Nekatera najbolj nenavadna bitja na planetu Zemlja. Torej, tukaj smo, prijatelj. Ne dobiš veliko bolj čudnega kot ta stvar tukaj. Kakšen začetek. Tako da bo to popolno zate, brat, lahko boš poskusil kuhati s tem. Brat, moram reči, kakšen odličen strel z moje strani, brat. To je bil verjetno najslabši prijem, kar jih lahko dobiš. Koliko jih je bilo na tem? 3. Bili so 3, ja, in res sem izbral najmanjšega, ker nisem hotel enega od velikih, tisti so izgledali res strašljivo. Odplaval je stran in potem se je obrnil in naredil preval. Ja, stari, če to zgrešiva, pol imam res težave. To je največja tarča na svetu. Opravljeno je, ja, fantje. Poglej to pravo lepotico. Ne vem, kaj boš naredil s tem, brat. V redu, imam eno prošnjo. Vsi v komentarjih zdaj napište ubijalci rib lun. Fantje, pokončali smo riboluno. Juhu! Res ga pretipava, noro bo videti, kako to meso sploh izgleda. Kakšen je občutek? Je mehko, je kot... Nekako masleno. Res? Ja. Tole bo pravo masleno meso. Wow, poglej to meso, brat. Kaj za vraga? Wow, poglej barvo mesa, brat. Zdaj je čist belo, fantje. Samo veste, da te ribe večinoma jedo meduze, tako da nimamo pojma, kako bo meso videti. Verjetno bo res čuden. To je najbolj noro meso, kar sem ga kdaj videl v življenju. Kaj za vraga, brat? Poglej to meso. Je kot žele, poglej, kako se premika. Ja, moraš pojesti ta trdi del. Celo pes se skriva. Noče imeti nič opraviti s tem.
Kot da bi rekel, ja, to ni zame. Srce je tam, vidiš, da še vedno bije. Tuk mesa je na tej stvari, kot žele je, kot tiste stvari v bubble tea, ki jih dobiš pri Japoncih. Boba. Ja, to je kot boba čaj. Zdaj bomo zapluli v pristanišče, imeli smo enega najbolj norih dni, potem pa bomo poskusili tega mesečnika. Morate videti, kakšnega okusa je, zato se vidimo noter. Gremo. Dobro jutro, fantje. Včeraj popoldne je postal res noro človek. Navdušenje je bilo tako veliko, da sem se odločil, da se vrnem v ta kombi. Fantje, tukaj sem bival v Ameriki, medtem ko sem potoval naokol in želel sem počakati do jutra in zjutraj začeti na novo. In kar bomo naredili je, da se bomo takoj lotili tistih rib, ki smo jih ujeli včeraj. Ne vem, kakšen bo okus tega, pravzaprav me je malo strah, fantje, ne bom lagal, ampak dajmo to vzeti ven in začnimo pripravljati, začnimo si ogledovati to meso. Hej. Nisem vas videl tam, s svojim prijateljem 5 kg ali 10 kg mesečnika in to je le 1/4 živali. Se hecate? Poglejte to stvar, počutim se kot krvavi božiček za svojo vrečo. Kar smo naredili je, da smo veliko mesa dejansko podarili, prav tako ga je Dusty obdržal. On je pravi kuharski mojster, zato ga bo on pripravil. Velika zahvala tistim fantom, ki so morali oditi. Če pa želite preveriti vsebine Dustyja in Mika, bom spodaj pustil povezave do njunih družbenih omrežij. V redu, to je zagotovo eden najbolj norih kosov mesa, kar sem jih kdaj videl v življenju. Torej, to tukaj je kot plast hrustanca. To je očitno zunanjost mesečnika in potem lahko tukaj na notranji strani vidiš, ima tako plast, ki je skoraj želatinasta tekstura, vidiš jo prav tukaj. In mislim, da je to tukaj del, ki se ga dejansko je. To je dejansko poslastica v nekaterih delih sveta. In nekje v 1700 si lahko na Japonskem očitno celo plačal davke z mesečnikom. Ne vem, če bi mi to danes uspelo, ampak res bi si želel, da bi lahko. Ti mesečniki imajo dejansko enega najmanjših možganov v živalskem kraljestvu za žival, ki tehta 200 kg. Njihovi možgani tehtajo le 5 gramov. Jedo meduze v ustih imajo 4 majhne zobke in dejansko lahko zrastejo do 3 metrov dolžine ter tehtajo do 2,5 tone. Teh mesečnikov je tukaj za te fante res ogromno, da so dejansko rekli, da jih vsak dan vidijo na stotine. Nikoli ne bi namenoma lovil živali, za katero verjamem, da je ogrožena ali kaj podobnega. Preprosto se je zgodilo, da se je vse poklopilo in zdaj jemo mesečnika. Imajo skoraj plavuti, ki jih poganjajo skozi vodo. Poglej me, kakšen čudak sem. Imamo meso, ki je skoraj povsem belo in želejaste teksture. To je zunanja plast hrustanca, ki jo lahko vidite tukaj. To je mesečnik oziroma mola. In to tukaj je naša običajna riba, tako da lahko vidite razliko. Ta je zelo bela in mehka, ta pa je še vedno lepe bele barve z običajno teksturo ribe. In zdaj bomo čez vse skupaj iztisnili ta sok, kot lahko vidite tukaj. V redu, vse bomo dali noter, ker bomo tu pustili stati približno 15-20 minut in ves sok bi moral... Madonna. Že zdaj molim k Bogu, da ne umrem, ampak upam, da bo meso skuhano. Imamo čebulo, imamo paradižnik, imamo avokado, sol, poper in tukaj imamo tudi našo ribo in na koncu za piko na i imamo še omako Chick-fila. Se hecaš? Ti zvočni učinki, stari sheep's head, še nikoli nisem jedel česa tazga. Gremo. To je res noro, človek dam temu 10 od 10. To je desetka. Čas je za molo oziroma za mesečnika. V redu, poskusimo, spravimo to dol. Iskreno je v redu, človek nima ravno močnega okusa, kar stopi se ti v ustih. Surov mesečnik, spravimo to dol. Iskreno je v redu, brat. Rad vas imam, fantje, in obožujem sončno ribo. To! Kdo bi si mislil, da je najbolj neumna žival tudi ena najokusnejših? Če vam je bilo všeč, pokažite podporo, všečkite in se naročite. In se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Šiu!